Predvsem sem vas spoznal v zadnjih 4 letih kot poslanec, saj sem se ves čas udeleževal različnih srečanj na Koroškem zamejci. Spoznaval živo zgodovino preko vas seveda in doživljal vaša prizadevanja in tudi nezadovoljstva pri ohranitvi slovenskega življa preko meja. In prav to je namen današnje seje, ki smo jo sklicali na pobudo Liste Marjana Šarca, tudi ob naših poslanskih vprašanjih ministrici za Slovence v zamejstvu in po svetu, da se po 30 letih samostojnosti ozremo tudi na položaj rojakov izven meja, ki pripadate seveda enotnemu slovenskemu kulturnemu prostoru. Danes smo tu, da se slišimo. Želel bi, da vabljeni predstavniki podate svoje mnenja na oblikovane sklepe in slovenski javnosti predstavite svoje poglede na izzive v prihodnosti ter pričakovano vlogo Matice. Aktivnosti in ukrepi za izboljšanje položaja Slovencev v sosednjih državah in v tujini morajo potekati sistematično in kontinuirano, ne glede na vsakokratno oblast ali njeno politično barvo. Kaj je ključno sporočilo sklica seje, se je mogoče tudi kdo spraševal, ko je dobil to vabilo pred tednom dni. Predvsem povezati vse ključne akterje, ki bi lahko prispevali k večji realizaciji pravic slovenskih manjšin v sosednjih državah. In pa drugič, izpostaviti pomembno vlogo mladih in čim večjo vključenost mladih za realizacijo pravic slovenskih manjšin in ohranitev slovenščine za prihodnje generacije.